ravnatelji in danes ravnatelji in kolegi in profesoricami, tako da hvala lepa vsem. Kot prvo bi prebral še uvodne besede Davidove, tako da ker vas vam toplo pozdravlja, seveda, ker sem se z njim pogovarjal po telefonu. Torej, prehod z nižje na višjo šolo predstavlja prvo večjo odločitev, ki jo mora sleherni učenec zavzeti in ki bo v večji ali manjši meri vplivala tudi na njegovo odraslo življenje. Faktori, ki potrujejo odločitvi, na katero višjo šolo se bo posameznik upisal, so različni in kot smo videli iz raziskave, tudi od družine do družine vezani in na različne vrednote in možnosti. Dejstvo pa je, da se simptomatsko dogaja, kako se število učencev, ki začne obvezno šolanje v slovenskem učnem jeziku, zmanjša prav na prehodu z prvostopenjske srednje šole na drugostopenjsko. Če pa je ta trend dejansko po eni strani v širšem izobraževalnem sistemu razumljiv, ga moramo v našem prostoru povezati tudi z razmišljanjem, kako je tu v igri vrednota, ki je za naše šole ključna in nezamenljiva, slovenski jezik seveda. Ta predstavlja čisto specifiko, ki omogoča našim šolam prepoznavnost, širino, dodano vrednost in nenazadnje tudi odprtost v širši jezikovno-kulturni prostor. O možnih implikacijah vsega naštetega in strategijah, ki bi potencirali pozitiven trend, se bomo danes pogovarjali z uglednimi gosti in strokovnjaki, ki se zgoraj omenjenimi vprašanji ukvarjajo skoraj vsakodnevno. Tako da lepo pozdravljam ravnateljico Večstopenjske šole Dobrodop Sonjo Knajšček, poverjenega ravnatelja Večstopenjske šole Gorica Davida Klodiča, kolegico in profesorico Saro Semec, ki je odgovorna za usmerjanje na Državnem izobraževalnem zavodu Gregorčič, in Majdo Bratino, profesorico na Državnem izobraževalnem zavodu Cankar Zois Vega, ki je tudi prav tako odgovorna za usmerjanje na tej šoli. Tako da vas lepo pozdravljam, se vam zahvaljujem in bi kar začel s prvim vprašanjem. Jaz ne bi imenoval tiste, ki bo odgovarjal, da bi se rekel, da boste kar odločili med sabo, kar se bo prvi čutil najbolj korajžen bo odgovarjal, tako da vprašanje niso prvič zahtevna. Niso taka, ki bi spravljali škripce, bomo povedali. Je dovolj, torej, kot prvo, ali je dovolj koordinacije med šolami, da otroku, ki začne svojo izobraževalno pot v vrtcu ali osnovni šoli, primerno sledimo v razvojnih fazah, vse do prehoda na višjo šolo? Sonja, ti si me dobro. Dobar večer vsem. Torej, koordinacija obstaja, je po mojem mnenju dobra, ampak ima še veliko manevrskega prostora, da postane boljša. Gotovo deluje in pomaga tudi to, da so šole prvega ciklusa pod istim ravnateljem. Torej, deluje to, da starši nekje dojemajo šolo v tistem okviru kot en unikum in ne razmišljajo o drugih izbirah. Oziroma, ko prehajajo iz vrtca v osnovno šolo in z osnovne šole na prvostopenjsko srednjo šolo, se ponavadi odločajo ostati v naših vodah. Osip je pa potem. In prav ta prehod med prvostopenjsko in drugostopenjsko srednjo šolo terja, kot smo tudi videli iz izsledkov, ki so za nas vsekakor zelo dragoceni, ki sta jih predstavili strokovnjakinji pred kratkim, terja od vseh nas dodaten napor in razmišljanje in seveda tako pripravo in tak pristop, da bomo ta pojav nekje omejili. Bi pa pri tem, če mi dovolite, samo eno zadevo izpostavila. Pri prikazu grafikov na Trst Gorica, če se ne motim, je delež neslovenskih družin v Gorici bistveno večji kot v Trstu. To že, mislim, 15 ali 20 let, mislim, da je velik delež neslovenskih družin večji na Goriškem kot na Tržaškem. Gotovo delno tudi to vpliva na ta prehod. Po drugi strani opažamo pa, da iz leta v leto je lahko skupina družin oziroma skupina dijakov zelo različno razpoložena. Tudi pri pripravi odprtih dnevov,
pri sestankih, ki jih imamo z dijaki oziroma s kolegi na drugih šolah, opažamo, da so te fluktuacije med izbirami iz leta v leto lahko zelo različne. In kot ste mogoče delno tudi videli iz raziskav, dejavnikov, ki vplivajo na izbire, je veliko. Na nekatere gotovo, v zvezi z vprašanjem, ki ste mi ga dali, lahko šolniki skupaj, učitelji, profesori, vzgojitelji, ravnatelji, pa vse osebje in tudi vsa druga struktura, ki deluje v okviru izobraževalnega sistema Slovencev v Italiji, se pravi, nismo samo šole, izobraževalni sistem je veliko, širši ta krog, je prav, da te stike poglabljamo, razmišljamo skupaj in delamo z družinami. In pazimo, kako razmišljamo v svojih šolah in kako o njih govorimo. Ja, če se lahko povežem, najprej sem dober večer vsem. Ne, si omenila tudi te podatke, ne, tudi jaz, no, morda, ker sem po matematiku izobraževanju, ne, vidim, ne, da določene stvari se lahko interpretirajo, ne, na več načinov, ne, naprimer, ki vem, dejstvo, da zniže z Goriške šole, no, lani, recimo se upisalo, ne, slabo polovica, ne, lani, v smislu, ja, leta 23, ne, če gledam podatek 24, smo spet, ne, recimo blizu 70%, ne, tako kot je bilo pred 3 leti, ne, tako da je treba, no, ker števila so itak majhna, ne, za take za eno pravilno branje, ne, teh podatkov, vsaj ne, če beremo te podatke, ne, če združimo več let, potem je vse bolj realno. Tudi ker, če pomislimo, potem največ videl tudi krivuljo, ne, prejšnjih let in več ali manj smo vedno tam, ne. Niha, ne, to število niha dosti, ker se ukvarjamo z majhnimi številkami, ne. Tako da, če gledamo, če analiziramo malo, vidimo, da v bistvu vsaj polovica, no, itak bo izbrala slovensko šolo za nadaljevanje, no. Ker tisti je minimum, ne, ki smo ga, ne, do katerega smo prišli in potem v zadnjih letih maksimum bilo, ne, recimo tistih 70%, ne. Torej, kaj pomeni, da verjetno itak tudi letos, ki imamo približno 100 učencev, govorim za Gorico, no, 30, recimo za Gorico se pričakujemo, ker smo tam blizu, no, te števile 100, da verjetno 30 učencev bomo zgubili, ne, 50 itak bomo ohranili, potem potreba delati na tistih 20. Ampak, če potem razmišljamo, da kot izhaja iz te zadnje ankete, izbira, s čim je povezana. Vsak ima svojo teorijo, potem nazadnje ugotavljamo, da je res več faktorjev, ne, vpliva. In ne nazadnje, gledajte, tisti, po mojem, so se malo zlagali tam, ker slišim, da ne vpliva tudi prijateljstvo in to je vpliva, po mojem, no, veliko. In saj je bil tudi nezraven podatek, da potem ne, slučajno se dobijo isti prijatelji na istih šolah, ne. Tako da, ja, kaj storiti torej, ne? Ker zdaj res bomo morali delati na tistih 20 učencev. 50. Ja, 50, ampak po mojem žal nekateri, če je tista, no, 30%, ali recimo 20, ne, tako da smo bolj, no,
se je že odločila, ne, kako smo tudi slišali prej, da itak potem na višji šoli bo nadaljevala v italijanski šoli iz več razlogov, razlogi so tisti. Ne? In potem vemo, da nekateri so izbrali slovensko šolo, tudi z tega ne lepega razloga, ne, da magari boljše Slovenci. Tudi to je razlog. Jaz prihajam, kot veste, sem ravnatelj v Špetru, in to sem slišal večkrat, ne. Dobro, odstotek ni tak velik, je en del tudi, ne, je en del. In se moramo poprijazniti s tem dejstvom potem. In potem, ne nazadnje, kakšen je vpliv prav slovenščine, koliko je zares pomemben jezik v tej izbiri, ne. Sem že predolg, ne? Ne, smo šli do vprašanja. Smo šli do vprašanja, ja, je res, ne? Strategija, če je eno povezovanje med, glede vzbirjanja, vedno več. Recimo, ravnateljica z liceja v prejšnjih letih se je pogovarjala z ravnateljico v Dobrdovu. Ne? Tako da stik je bil, je bila ista oseba. Je vedno več, problem pri tem delamo pri usmerjanju, delamo za dobro učenca in torej damo možnost, da razume, katera je res njegova prihodnost in najboljša izbira, ali ga usmerimo itak v slovensko šolo. V resnici, po mojem, tudi pri tem ni tak velik problem. Ker italijanski sistem daje možnost, da katerokoli šolo izberemo višjo, potem lahko nadaljujemo na univerzi. Ne? Tako da v resnici, ker potem večina učencev itak bo zbrala univerzo, bo nadaljevala z univerzo, potem ne vidim prav takega problema s tem. Lahko nadaljujte še kolegici, ker jaz bi se še povezal na drugo vprašanje, že glede tega usmerjanja, torej tega načrta, če sploh obstaja nek načrt, ki je bil dolgoročen, torej če imamo takako dolgoročno načrtovanje tega usmerjanja in če je v resnici to prepuščeno le dobri volji profesorjev, kot recimo vama dvema, ali če obstaja neka druga zunanja podpora ali višja podpora, ki pomaga takim profesorjem, ki se s tem ukvarjajo. Glede pobud, ki so namenjene usmerjenju, bi se navezala na tisto, kar je rekla ravnateljica Klanšček, da je treba zelo biti pozorni na to, kaj o naši šoli in kako o naši šoli govorimo. Učenci, ki izbirajo višjo srednjo šolo, potrebujejo zelo jasne in točne informacije glede specifike smeri, glede možnosti, ki ti dajo šola, glede bodočnosti, ki ti odpirajo razne smeri šolanja na višji srednji šoli. Zato je potrebno tudi nuditi učencem neke zelo jasne informacije, ki so postopne, v smislu, da na našem licejskem polju, ampak tudi v celotnem šolskem centru imamo že nekako utečen program usmerjenja, ki sledi nekako tej logiki, iz enostavnega k kompleksnejšemu. V smislu, da najprej imajo učenci začetni stik z profesorji posameznih smeri, nato imajo stik z dijaki, ki je ključnega pomena, ker če imajo učenci stik z dijaki, ki obiskujejo različne smeri, vidijo konkretno iz prve roke, kaj na tisti smeri se obravnava, kaj se na tisti smeri dela in je v določeni meri je to
bolj učinkovito, kot če samo mi profesori nekaj predstavimo dijakom. V raziskavi je bilo izpostavljeno, da ima ključni pomen pri izbiri potem nadaljnjega šolanja dan odprtih vrat. In je ključnega pomena to, potrdim, ker tudi v zadnjih 2 letih smo se odločili v celotnem šolskem centru, govorim bodisi za licejski pol, tako za tehniški pol, da na dnevu odprtih vrat sodelujo tudi dejansko dijaki. In to predstavlja eno dodatno vrednost. Torej, potem učenci sami so zelo kritični, kot smo videli, in znajo zelo dobro vrednotiti in tudi izpostaviti negativne kritike, kako je bilo nekaj predstavljeno. Poleg tega je ključnega pomena tudi tako imenovani dan na višji, kjer damo možnost prav učencem, da v prvi osebi vidijo, kako poteka pouk, ker ti jim predstaviš nekaj nasplošno, katere so značilnosti določene smeri. To da samo potem tisti, ki se odločijo recimo za to, ker ne vsi se odločijo, ampak v veliki večini preživeti torej 5 ur pouka dejansko z sovrstnikom, ampak tudi v višjih razredih, ker smo se nekako v lanskem letu odločili, da učenci, ki pridejo na staž, ne obiskujo, ga imenujemo staž oziroma dan na višji šoli, niso prisotni samo v prvih letnikih, ampak tudi v višjih letnikih. Čeprav je logično ena velika razlika med učenci 3. letnikov in dijaki, ki obiskujejo 4. letnik. Ampak jim nekako to predstavlja tudi en majhen izziv, en majhen wow, tako bo, ko bom jaz na višji šoli. In glede začetnega vprašanja, ki je bilo, če se spremlja, recimo, se ne spomnim? Če je dovolj koordinacije med šolo. Ne samo, če je dovolj koordinacije, ampak tudi, če se spremlja nekako učenčevo pak. Tako. In od lanskega leta obstaja platforma Unika, ki ima prav ta namen graditi portfolio. Najprej že otroka na predšolski stopni, do vstopa na višjo srednjo šolo, in to nekako nudi tudi vpogled, kako se je učenec razvil in postal potem dijak. Zdaj najprej, če tako, da si ne bom vzela priznanj svojih kolegov, jaz sem na šoli tutorka, s promocijo se ukvarja skupina kolegov, seveda malo tudi vsi, tako da imamo vpogled, da ne bo potem prišlo do nesporazumov. Mislim, da ta koordinacija med nižjo in višjo bi morala biti bolj močnejša. Zakaj? Ker kot smo videli, odkar so postale te šole večstopenjske, se je znižal pri nas oseb iz 5. osnovne šole do 1. razreda nižje srednje šole oziroma prve nižje srednje šole. Iz 3. razreda pa na višjo je drug svet, po mojem. Kakor če bil en skok v neznano za te dijake. In po mojem, tisto delo, ki ga delamo za promocijo, je ogromno, je veliko. Tam je vloženega veliko truda. Jaz vidim tudi pri kolegih ogromno ur, ogromno priprave, ogromnega časa. Samo očitno nekaj vsekakor manjka. In po tej predstavitvi se mi zdi, da mogoče en manjko, ki ga imamo na višji šoli, lahko stik starši, ker že dobro imamo dan odprtih vrat, kamor pridejo starši prostovoljno. Jaz učim na tehniškem polu in tam imamo še nižje številke kot na licejskem polu. Včasih imamo na teh popodnevih 5 staršev, 7, mogoče, če smo prav srečni, 15, od katerih potem mogoče hočejo pogledati in potem recimo, ne vem, koliko otrok teh staršev potem se res potem odloči za slovensko šolo. Pridejo pogledati, kakor so šli pogledati še 10 drugih šol. Ker me je precej presenetilo to, da v resnici, šolo zbirajo precej še vedno starši, ne?
in starši doživljajo stvari lahko tudi malo drugače. In imajo tudi oni te predstave mogoče o naši šoli, ki ni mogoče 100% resnična. No, ker se mi zdi, da vsekakor, jaz sem prepričana v to, da imamo kvalitetno višjo srednjo šolo. Mislim, da naši dijaki, bodi si tisti, ki končajo na tehničkem zavodu, kakor tisti, ki končajo na ICS-skem polu, potem so uspešni v družbi, jih najdemo, jih srečamo po mestu, so pomemben del naše skupnosti, ne samo slovenske, celotne, ne? Ko jih vidimo, potem so uspešni tudi v tujini, kamorkoli grejo, mislim, da večina je zelo uspešni. Tako da tudi ta raziskava, ki pokaže, da nekateri se vpišejo na italijansko šolo, ker mislijo včasih, da je bolj kakovostna. Ja, ne vem, so po mojem ene predstave, ki jih lahko imamo. Ali pa, kako je rekla kolegica, včasih se širijo glasovi. In ti reče, ja, tam naredijo tako in ne vem, na italijanski šoli, na znanstveni liceju in tako, imajo še nemščino, kar jaz vem, in je kvalitetna šola, je še latinščina, dajmo se vpisati tja. Medtem ko vsekakor mislim, da tako smeri, ki jih imamo, so tudi dovolj različne, da zadostujejo večini potrebam. Zaradi tega, ker nimamo vseh smeri, bi lahko bil 10% maksimalno, ne pa tako visok. Tako da, kaj narediti za boljšo koordinacijo ali za večjo koordinacijo, mogoče več skupnih dogodkov, večje poznavanje tudi med kolegi, skoraj ni pogovorov